let's go. Pa da vidimo, zakaj sem se odločil za ta lifestyle. And we are ready? Let's go. Pa je nas vse, zelo vroče, res. Današnja tematika, zakaj lifestyle? Zakaj ta rubrika? Zakaj pač? Oziroma, kaj mi pomeni meni lifestyle? Oziroma, od kdaj je zame prišel v lifestyle? Gremo kar ven, kar hoče. No, ključni pomeni lifestyle, meni vsaj, smo tukaj v Izoli, na javnem kraju, pred ne vem koliko stanovanj okolja, ampak boli nas džoho, ne. Kaj pomeni zame lifestyle? Oziroma prvo kot prvo, kdaj je prišel pomen v moj lifestyle, če sem iskren, po mojem, nekaj 9 leti nazaj. Da sem spoznal v lifeu folk, oziroma ljudi, ki so uspešni, ampak neuspešni po šolah, po neki izobrazbi, ampak uspešni v lifeu. Uspešni v lifeu iz vseh pogledov, vseh vidikov in z dejstvi, kaj je najbolj važno, ne. Tako da ja. In zdaj pa od kje? Ja, mrežni marketing. Mrežni marketing, kateri dosti ljudi ga pljuva, vsak ima svoje mnenje, ampak bom rekel tako, da ni vsak za marketing. Ni vsak za mrežni marketing in niti nikoli ne bo. In nič narobe seveda s tem, ne, ampak mi je pa smešno, ko pa folk začne pljuvati, začne jokati uno, drugo, tretje, ne, dosti ljudi misli, da se zasluži denar brez delati nič, da se zasluži denar samo, recimo, ker si pač v marketingu. Svet ni tak, ne, nažalost. Oziroma, tudi je prav tako, da se nekaj ustvarja, da nič ne pride sebe, ker če ne pa, zakaj bi živeli? In to sem se jaz dostikrat vprašal, dostikrat se vprašam, zakaj živim. Zdaj pa, Roy Lifestyle. Zakaj ta rubrika? No, prvo kot prvo, ker želim deliti z vami, z vsemi vami, vsemi, ki poznam, prijatelji in neprijatelji, poslovni partnerji, sovražniki, nema veze vsi, moj lifestyle. To, kar sem, to, kar bom naredil, to bo tudi ostalo v zgodovini. Ali bo to nekaj velikega, ali bo to nekaj malega. Nema veze. Važno je, da bo Roy Lifestyle zapisan v zgodovini. In to meni je recimo neka motivacija v lifeu, nek cilj, da dosežeš. In kot veste, tudi na Instagramu sem dosti aktiven, recimo zdaj, ne. Jaz sem začel recimo na YouTubeu leta 2013. Ker sem spoznal enega YouTuberja. Takrat dosti posnetkov jih ne bi niti naredil, če sem iskren z vami, ne bi jih sploh naredil, ampak to je nek proces življenja. In ker to je en proces življenja, pač se ga sprejme in pika. In to ostane spet zgodovina, zato ker se odrašča, ne. In to ne smemo nikoli pozabiti. Tako da, ja, pisal sem v letu 2018 in spominjal mi je dobesedno life, zato ker ne čez noč seveda, ampak je rabilo tudi en proces v lifeu, s tem, da sem rabil spoznavati uspešne ljudi, ima ne samo enega, več oseb. In kaj so mi dali vedeti? Dali so mi vedeti, da ne glede na to, koliko je težek life, koliko se fucking jebemo vsak dan, vsak ima svojo pot, vsak ima svojo zgodbo, vsak si ustvari prihodnost, koliko ve in koliko zna, ker tako pač je na koncu, ker šola nam lahko da osnovno izobrazbo, ampak v lifeu, kaj boš ti, pa nobenega ne ve nič. Se moraš ti znajti, to, kar si, to boš. In tako je pač življenje. In to bomo rekli, da me je ful naučilo res gledati life iz drugačnega zornega kota. To je ta Roy Lifestyle. In basically, en dan so nam rekli, imejte vi vaše ime, ne? So nam rekli, dajte si nek identikit, bomo rekli neko identiteto, da se ve, kdo si in pol greš naprej. Ne?
in to je to. In to je to. Eccolo! Certo! Tako da ja, basically začneš gledati z drugega vidika life, ne? In vsi problemi, kateri so bili in so in še bodo, zato ker pač to je življenje in druge opcije ni, ne? Pač se treba sprijazniti s tem, se treba dobesedno sprijazniti s tem, probaš nekak način jih rešiti, ne? Recimo, ne vem, ko bomo tudi naredili tale posnetek za mojo limuzino, za BMW 46, ki ga toliko ljubim, da ljubim več avto ko sebe skoraj kakšenkrat. Kakšne čudeže, dobesedno sem naredil za ta avto, koliko sem dal skozi, res. In še ostale stvari v lifeu, koliko sem dal skozi in še jih bom dal, nažalost, ne. In opcije imaš dve, opcije so dve v lifeu. Zdaj, ali sprejmeš to in greš dalje, ali pač boš loser in boš jokal in ne boš nič naredil v lifeu. Tako, evo, povedano simple, direktno, evo, pač tak je pač life. In to so mi dali uspešne osebe, ker so po svetu. In ti da neko motivacijo, nek zagon in dobesedno, če so oni lahko, če so oni danes tam, neki so naredili, zakaj ne bi mogel biti jaz, ne? Zato ker, ja, v šoli tega ne učijo in nikoli ne bodo učili. Ampak šola ni kriva za to, ne? Bog ne daj, šola ni kriva za to. To je sistem, to je državni sistem, evropski, globalen, to je pač sistem tak narejen. Ker če tak ne bi bilo in da bi učili folk preveč na visokem na mindsetu, potem pa, a ne, kdo bi potem delal danes v komunali, kdo bi rihtal ceste, kdo bi delal dela, ki nam niso všeč, recimo, koliko del vam ni všeč v life, koliko del vam ni všeč, ne? Ampak nekdo pač jih dela, ne? Ali to z veseljem ali ne, ali pač je to tako naučen, da to pač to je njegov life, ne? In on sam to vidi, ne? Zato. In ja, kako bi bilo danes, če jaz ne bi spoznal te osebe uspešne, definitivno danes najbrž ne bi delal ta posnetek, definitivno najbrž ne bi tako razmišljal in to je velika razlika, ne? Ker preden sem jaz začel ta posel, ta biznes, sem imel en kup dreka, en kup težav, sam s sabo, ker na koncu vedno si naredimo sami težave. Ker, ja, nažalost pač tak pač je. Naša glava si naredi en kup težav, katerih lahko so majhne, lahko so velike, lahko pa si jih kar sami naredimo, ne. In ja, meni se je, še enkrat ponavljam, life is tako obrnil dobesedno na drugo stran, tako kot palačinko, ki jo pečeš, zdaj, če ne obrneš, se bo zažgala, če jo obrneš na drugo stran, bo lepo pečena in jo boš tudi lepo pojedel, ne. Evo, to je moj razlog tega lifestyla in jaz sem ponosen, da sem danes tukaj, jaz sem ponosen, da danes je leto 2020, jaz sem ponosen, da imam ta avto, jaz sem ponosen, da sem živ, da sem zdrav in da imam možnost v lifeu deliti z vami moje izkušnje. Ni ga lepšega v življenju, fanti in punce, ni ga lepšega v življenju, kot deliti z vami izkušnje, moje osebne in jaz vsakemu rečem še enkrat, live the moment, živi trenutek, ker nikoli ne veš, kdaj je zadnji dan in če ne zdaj, pa kdaj. Tako da, to je vse, bote dobro, hranite zdravje, se vidimo naslednjič.